vsem skupaj, oziroma upam, da boste vi boljše jutro kot jaz. In sicer včeraj me je začel malo matrati, grla glava, nos, pa te zadeve, tako da sem tudi slabo spal, ampak recimo, da bomo danes malo boljše. Čaj sem si pripravil za čez dan, kak je pa plan. Zdaj vidimo, da je še ful megla, mislili smo odpoldne, oziroma zjutraj že sjat, ampak bomo raj počakali, smo včeraj prišli zvečer še kose, tako da bomo zdaj šli raj kositi, da izkoristimo cajt, bolj pa, ko se umakne ta megla, pa tu malo, da sonček posije, gremo pa posijati še 7 hektarov pa pol, oziroma malo več, pa imamo še nekaj za usluge. Tako da naredimo to, pa samo košnja, koliko bo šlo, pa bomo videli, kako nam rata. Tako, pokosili smo 9 hektarov pa pol, zdaj gremo pa sejati. Porabili smo pa za to dobre 2 urce, ampak ni panike, dobra zmogljivost. Evo ga, poteka še seto na največji parceli. Gre kar v redu, no, večkrat je bilo premokno na enem delu, ampak je šlo čez kot zvaljen, kar sem se najbolj bal, da bi se zapacalo, pa da ne bi šlo. Ampak je šlo. Edino, ko imamo težave, je v bistvu, če se kaj zabije, zaradi tega, ker je seme, domače seme, ne, pa je še slamek, ki je vmes, pa tega, tisti je včas problem, treba iti ven. Reč pa no, fotor mi pa pripelje seme, tako da, gre dobro. Sem pa res na tenko z glasom, tako da bom bolj potiho, pa malo manj govoril. Gremo raj delati. Evo ga, čakamo, da pripelje šef novo furo. Medtem smo pogledali, če v bistvu vse štima, če so zrna res lepo zagrnjena in tukaj vidimo, da je kar lepo, no, redko kjera se vidi. Naš namen je bil dosežen, se pravi prsti res dobro zakrivajo zadevo. Tukaj pa vidimo, kak je v bistvu lepa ravninca. S pomočjo GPS-a veliko lažje. Se vidi, megla se počasi nabira, meglica, tako da bo treba počasi zaključiti, ampak tole bomo še stisnili parcelico. Danes smo naredili 19,8, tole piše, plus 1,6, pa še nekaj bo do konca, tako da malo čez 30 hektarjev. Evo ga, jutri pa pol naprej. Evo nas, preživeli smo nekak noč, kar se tiče zdravstvenega stanja, napredujemo, mečkem boljš kot včeraj. Drugače pa ja, zdajle pičimo po Šentjur, pri Celju, gremo pa tam v bistvu na kmetijsko šolo, pa bomo malo predstavili našo kmetijo, tako da po moje bo kar zanimivo, poj pa čim prej domov pa naprej kositi, ker nam je ostalo še kar nekaj hektarov, tako da bo treba biti kar še pridn danes. Ajde, akcija.
Predavanja so bila uspešno zaključena, upam, da so bili dijaki zadovoljni, meni je bilo prav fajn izkušnja, je pa tudi ful lepo, no? Tako da izjemen obisk, pa tudi dijaki so odlični, pridni, tako da zanimiva zadeva. Evo, smo preleteli domov, smo šli pred opremo, kravce moramo dati še ven. Ja, pa potem nas počaka tam že traktor, ki idemo predskositi, ka čakajo parcele. Evo ga, začeli smo košnje, mogli smo še jedlo natankati, pa tudi gorivo gre proti konci, tako da bomo se mogli v mestu staviti, ampak zdaj bomo pa za usluge najprej podarili 8 hektarov. Mislim, da je to neka vrsta detle, tako da bomo to prvo naredili, pa dalje. Tako, zdaj pa še malo ljuljke za usluge, pogremo pa k nam na deteljico, pa nekaj trajnih travnikov je še ostalo, zdrobimo, upam, da pred večerom ne bo uspel, ampak recimo, da pred neko normalno uro, da gremo spat. Zanimiva situacija, sicer ostali smo brez 2 nožev. Prej smo zadeli en kamen in se je nekaj zgodilo. In potem sem tako videl, da nekaj ne kosi dobro. Sem šel pogledat in evo ti. Samo ven jih je odbilo, oba dva, verjetno sta počela, mi smo srečo nikam v šipu odnesli ali pa kam. Tako da, neč, gremo pogledat, če bomo v škatlici kaj. Tale je prazna, tale pa nažalost tudi. Pogledamo še na prvi kosi, če je kaj. Ponavadi tako menjamo, damo vse v delavnico, da ni tukaj tega, ker pač te žepke noter delati malo smotamo. Da vidimo. Ne, tudi prazno. Ja, neč, vmes bomo šli domov, pa jih bomo poiskali, ampak zaenkrat bomo pa tako kosili, no. Evo ga, dobili smo rezervne dele, smo zamenjali 2 noža. Ajde, smo zdaj spet spremni. Pa še ene par rezervnih sem dal zdaj v škatlico. Pa to zavesto smo malo stegnili, ker se je malo losala. Tako da, malo je treba pošrofati, zdaj gremo pa lahko mirno naprej. Evo, hod, ko je prišel, mi je prinesel za jesti in rekel, da bi rad videl, kak navigacija dela. Sam še ne vem, če bom dal zapeljati, ne vem, če bi dosti pridni. Sam. Tako da evo ga, zdaj vlečemo tule, smo naredili ravne špurce. Detle je res dobro, masa odlična. Smo pa tudi nekako otvorili nočno, oziroma, kak bi si tem rekla, nočna košnja. Rosa začela padati, megla, tako da imamo pa sam še dobrih 7 hektarjev, pa smo fertik s celo košnjo, bomo pa povedali skupaj seštevek, kako bomo videli, koliko se je dansko pokosilo, ampak kar nekaj se je, no, tako da ja. Prvošču moje pauzice, sem šel na sovoznikov, sediš, vidim, da je tukaj prav fajn, kad ni treba nič delati, sem dal pa malo v roke fotko ti, pa vidim, da mu kar gre, no, si se navadil na GPS. Pa vredi, ja. Vredi, edino problem je, ko je treba obrniti. Ja, to je, zelo problem, nekaj. Evo ga. Evo, da vidimo, zdaj gremo novo linijo noter. Tako, avtomatsko zavijanje se je vklopilo. Prvo koso smo dali dol, še zadnje. Evo, se že pelamo naprej. Ostale so nam še pošaljamo. Še 2 linije so nam ostale. Lepo gremo, z lahkega delamo, mislim na 12 na uro. Nekaj taga, pač čisto z lahkega, zadnja parcelca. Tako da, bo pa fertik.
da se bolj slabo vidi zaradi megle, ampak vseeno lepo izgleda. Zaključek, zadnja parcela, zelo je kar mrz, da gremo nazaj v kabino, ampak uspešno bo poškala še zadnja koščka. Evo ga, finalni izračuni, prej smo imeli že 40 hektarov, dodali smo še 3,5, ko smo jih prej gor naredili, pa 6,5 je. 50 hektarov na oko, plus tega, da smo za usluge še naredili slabih 8 hektarjev, tako da smo bili kar uspešni. Celotna košnja je pa trajala, samo da pogledamo tukaj, se pravi 13 ur pa pol, dok prijemo še do doma. Tako da mislim, da smo bili kar zmogljivi, uspešni, porabili se je 234 litrov pa pol nafte. Tako da, glede na to, da so bile slabe majhne parcele, perfektno. Tako, to je to za danes. Stroj smo parkirali, slabo se vidi, ampak gremo mi počasi spat. Lahko noč.